nocojšnjo okroglo mizo. Znanstveno gledano je nekakšna pričakovana večina udeležencev že tukaj, tako da je v bistvu kar čas, da začnemo. Imam to čast, da s tole okroglo mizo odprem letošnji festival Naprej, Forward, festival kakovostnih medijskih vsebin, ki ga pripravlja Društvo novinarjev Slovenije. Tale razprava pa je namenjena znanstvenemu novinarstvu, ki podobno kot znanost redko zaide pred medijske, pa tudi siceršnje naše cehovske žaromete, bi lahko rekla. Iz redakcije Vala 202, iz sobe, kjer že desetletje nastaja Frekvenca X, vas lepo pozdravlja Maja Ratej. Nocoj pa bodo ob meni še 3 panelistke, gostobesedne najverjetneje bolj kot jaz. To so Lea Udovč iz Slovenske tiskovne agencije, Renata Dacinger iz oddaje Ugriznimo znanost na televiziji Slovenija in pa doktorica Zarja Muršič, komunikatorka znanosti, znanstvena novinarka, lahko pa ji sledimo recimo na Radiu Študent, pa na Metini listi in tako naprej. In ja, nocojšnja razprava se bo vrtela po eni strani okrog znanstvenega novinarstva, nikakor pa se ne bomo mogli izogniti koronavirusu, koronavirusni bolezni in vsem ostalim okoliščinam, ki recimo pripeljejo do današnje omembe tega, da je znanstveno novinarstvo nekako prvo v vrsti pri naslavljanju teh tem. Zakaj v bistvu, ko sem razmišljala, zakaj je ta razprava smiselna danes večer, zakaj je pomembno, da se osredotočamo na njo? Zato, ker smo se v bistvu vsem tem času vsi skupaj nekako ogromno vrteli okrog nekih strokovnih pojmov v novinarstvu. Zato, ker je bilo ničkolikokrat na preizkušnji naše siceršnje dojemanje znanosti, nekaterih njenih temeljnih postulatov, velikokrat sem se tudi sama, na primer, vmes spraševala, kaj je zdaj tukaj res znanstvenega, dokot lahko rečemo, da znanost trdi prav, dokot lahko rečemo, da se moti, dokot lahko rečemo, da se uči. Potem sem se sama velikokrat spraševala o recimo moči interpretacije podatkov, pa modelov, pa o iskanju pravih strokovnjakov, ali je že vsak doktor in profesor, torej z DR in prof spredaj, že primeren sogovornik, pa seveda o tisti temeljni dilemi, s katero se pa ukvarjamo že tako rekoč večno, v tej nekako balansiranju strokovnjakov in pa nestrokovnjakov. Vsa ta vprašanja so v zadnjih mesecih prišla izrazito, recimo v prvi plan, ne samo v znanstvenem novinarstvu, ampak na splošno v novinarstvu nasploh. In morda lahko nekateri, ki se bolj ali pa koreniteje ukvarjajo z znanstvenim novinarstvom, povedo kakšno konstruktivno, recimo kaj uporabnega tudi vsem ostalim kolegom. Tako da upam, da se bomo nocoj vsi skupaj nekaj naučili ali pa mogoče samo pretresli naša stališča. Zdaj začela bi čisto konkretno, mogoče z januarjem, recimo letos. Sama sem začela dobivati v svoj nabiralnik vsak večer, naročena sem na Nature briefing, ki prihaja vsak večer, ampak naenkrat je ta Nature briefing postal čisto drugačen kot pretekle mesece in pretekla leta. Naenkrat se je preimenoval na nek način v koronavirus briefing. V bistvu so bile vse novice z januarjem, februarjem samo še namenjene nekako koronavirusu. In sem se hitro zavedla, da to pa je nekaj večjega, da ta stvar pa mogoče zna eksplodirati v nekaj več. Bi vse 3 sogovornice tukaj prosila, kdaj ste same vedele, Lea, Renata, Zarja, da gre za nekaj več po vaše? Mogoče Renata, kar s tabo, izvoli. Ja, jaz sem najprej z velikim zanimanjem pravzaprav spremljala, kaj se dogaja na Kitajskem in lahko rečem, da pravzaprav smo težko verjeli, kaj se dogaja tam. Po drugi strani sem bila pa nekako še prepričana, da bo mogoče vse to nekako lokalno omejeno, kot so bile kakšne druge epidemije, MERS, SARS in res sem težko verjela, da se bo to razširilo tako, kot se je. Mogoče bo tisto, kar me še najbolj prepričalo, ko je začela Svetovna zdravstvena organizacija pravzaprav opozarjati, da to bo nekaj večjega. Mogoče kaj takega. V resnici pa sem res pričakovala mogoče kaj takega, kar se nas je dotaknilo samo malo, kot recimo prašičja gripa, mislim, da je leta 2009 oziroma 2010, ali pa kakšna, ne vem, bila je še ptičja gripa, recimo 2011, nekaj takega. Pravzaprav sem bila res kar presenečena. Mislim, da se vedno zamenjala.
Ja, vsi nekako poznamo, ko so se zaganjale podobne epidemije v preteklosti, nekako smo že navajeni intuitivno, da se takrat zaženemo, ampak smo mislili, da bomo najverjetneje obstali nekje sredi skoka in potem bo vse skupaj splahnelo, ampak v tem primeru ni. Zarja, ti si zelo hitro to vse skupaj zagrabila, ogromno si začela že zelo zgodaj poročati, opozarjati na pravilno prebiranje informacij, na to, da usmerimo pogled recimo v določene pojme, ki nam do tedaj niso bili recimo tako pomembni. Kaj je bila pa nekako tvoja iztočnica, da si vedela, da gre za nekaj pomembnejšega, naprimer? Ja, v bistvu me je najbolj šokiralo tisti nek video, ki je začel krožiti okoli, kako so na Kitajskem v 14 dneh zgradili bolnišnico. V bistvu takrat mi je ratalo jasno, da je ta virus nekaj bolj resnega, kot se nam je samo zdel, kot neka pljučnica, kot nam je bil predstavljen na začetku, in da bo verjetno kar veliko zgodb iz tega prišlo. Nisem si sicer mislila, čisto odkrito povedano, da bo tako velika stvar, ampak to je bil nek prvi stik, pa prvi občutek, da je to mogoče potrebno začeti pokrivati. Potem se pa prav spomnim na nekem redakcijskem sestanku, znanstvene redakcije na Radiu Študent, ki jih imamo v ponedeljkih, je nekdo iz druge redakcije prišel k nam in je vprašal, kaj se zdaj dogaja, kaj bo s tem, a je to resno. In takrat smo res tudi začeli znotraj redakcije se spraševati in počasi pokrivati to koronavirus, ne samo jaz, ampak tudi ostali v redakciji. In ja, ampak prvi tisti občutek, da bo to nekaj resnega, je bil definitivno tista hitra gradnja bolnišnic in vseh teh stvari na Kitajskem. Potem pa seveda na Twitterju so ljudje, raziskovalci opozarjali na to in se je videlo, da bo nekaj večjega se zgodilo. Ja, omenila si besedo resno. To se mi je zdela tista ena ključnih recimo opask, ki sem jaz dobivala recimo januarja ali pa februarja, ko sem govorila o tem na naših redakcijskih sestankih, češ da to pa ni tako resno, da to bo pa hitro splahnelo in tako naprej. Tako da ja, ta beseda nas je kar potem nekaj časa spremljala in od neresnosti je potem prešla k hudi resnosti. Leja, tiskovne agencije sta tiste, ki najprej postrežete z novicami o tem, kadar potem postreže tiskovna agencija z nečim in potem začne kontinuirano od nečem recimo objavljati, potem nekako plasirate tudi množično, naprimer, da gre za recimo nekaj pomembnejšega. Kdaj se je pri vas to zgodilo morda? Kdaj ste potem tudi se začeli koreniteje usmerjati v tovrstne novice? Ja, na STA smo nekako poročani na to temo, bi rekla, da začeli v začetku januarja. Recimo, da je bil to, mislim, da 4. januar, ko je Svetovna zdravstvena organizacija na Twitterju sporočila, da je v kitajskem mestu Wuhan več ljudi zbolelo za nenavadnim primerom nekega skrivnostnega pljučnega obolenja. In od tega trenutka dalje smo na STA začeli bolj konsistentno in kontinuirano spremljati to temo, sprva recimo na vsake 2 dni ali pa vsak dan, potem pa seveda veliko bolj obsežno z raznolikimi vsebinami. Je pa res, da na začetku se sigurno nihče ni zavedal razsežnosti, ki jo bo ta virus imel. Verjetno nas je zadelo šele, ko nekako so v Evropi potrdili prvi primer koronavirusa, še bolj pa takrat, ko je do izbruha prišlo v sosednji Italiji. Ja, mogoče za začetek, da tudi hitro razčistimo s tem pojmom znanstvenega novinarstva. Jaz, na primer, se še vedno ne predstavljam kot znanstvena novinarka, rečem kar, da sem pač novinarka. Nekako mi ta izraz veliko bolj mi je všeč, pripiše, ker tudi nimam sama pri sebi popolnoma razčiščenega tega pojma, kaj sploh pomeni znanstveno novinarstvo. Bi tukaj mogoče rada z vami na kratko, tako da bo vsem jasno, recimo, kako si vi predstavljate, kdo je to znanstveni novinar, kaj počne, s čim se razlikuje od ostalih, recimo, svojih kolegov. Renata, zopet k tebi. Ne slišimo te. Mogoče poskrbi samo za zvok. Še zmeraj, ne? Ok, medtem ko Renata poskuša priskrbeti oziroma priklicati zvok nazaj, dajem besedo kar recimo Zarji, izvoli. Ja, jaz bom mogoče odgovorila na bolj ta anglosaksonski način in sicer sama ne izviram iz novinarstva, v bistvu nimam nobenega predznanja v novinarstvu, nisem ga študirala in imate vi tri veliko več, pa verjetno tudi ostali, ki poslušate, veliko več izkušenj v tem in veliko več znanja. Sama pa znanstveno novinarstvo vidim kot v bistvu
predstavljanje znanosti in sicer, da se v njem lahko najdejo tudi ljudje, ki mogoče izvirajo iz same znanosti, torej raziskovalci, raziskovalke oziroma nekdo, ki mogoče spremeni kariero, pa tako postane znanstveni novinar. Predvsem je pa glavni del vsega tega to, da na nek način poznaš tudi delovanje znanosti. Nisi zgolj nekdo, ki lahko prevede neko znanstveno študijo in jo predstavi širši javnosti, ampak na nek način tudi razumeš, kako pride do tega, kakšne so metode raziskovanja in vse to. In v bistvu z nekim tem privilegijem, da imaš dostop do tega, to deliš s širšo javnostjo. In potem seveda slediš tudi na načine, da delaš intervjuje, še koga drugega vprašaš, druge strokovnjake in podobne reči. Ampak predvsem, da razumeš znanost ne zgolj kot odkrivanje novih reči, ampak tudi kot nekaj več, tudi vse, kar stoji zadaj za znanostjo, kakšno vlogo ima v družbi in to celotno razsežnost znanosti v bistvu pokrivaš. No? Ko sem se pogovarjala z enim od znanstvenih komunikatorjev, Renata mi ga je pravzaprav predstavila, to je britanski tudi znanstveni novinar Alok Jha, sem ga vprašala prav o tem, kako pa sam interpretira in vidi recimo britansko, kot si že prej omenila, tudi anglosaksonsko znanstveno novinarstvo in je dal lep prikaz tega skozi kakšno evolucijo je vsaj na otoku, kjer imajo nekako najbolje razvito znanstveno novinarstvo, šlo to v zadnjih desetletjih. Od neke oziroma bom tako rekla, od znanosti kot zanimivosti v medijih, torej za konec pa še to, to najverjetneje pogosto slišimo v slovenskih medijih, recimo ali pa znanstveniki so odkrili, ali pa tudi znanstveno gledano, vse to bi lahko uvrstili kot tisto začetno stopnjo znanstvenega novinarstva, popolnoma naivno, do naslednje stopnje, ki se reče neke vrste fascinacija nad tem, kar počne znanost, torej da smo vsi navdušeni nad novimi odkritji, da nekako brez neke trohice, recimo neke kritike, tudi nekega realnega pristopamo torej k temu, kaj znanost počne in na koncu tista tretja faza v tej evoluciji pa tudi nekako z malo več kritike poudarjene, torej kaj znanost res počne, ali se lahko zmoti, dokod seže njen domet, prevpraševanje tega, kar počne. In mogoče, da ne bom sem istih vprašanj postavljala, Leja pa Renata pa tole zavajo, kje je povajno zdaj znanstveno novinarstvo v Sloveniji, na kateri od teh točk recimo, da smo? Leja. Težko bi rekla, mislim, najprej lahko rečem, da se strinjam s to Zarino, majčkeno bolj splošno definicijo znanstvenega novinarstva, zato ker bi rekla, da ne gre za neko heterogeno novinarsko polje, mislim, da gre za neko zelo heterogeno novinarsko polje, ne za homogeno. Znotraj tega obstajajo zelo različne prakse, ki se razlikujejo med državami, med posameznimi mediji, odvisno je od tega, kje v medijskem polju se medij nahaja, odvisno je od tega, kakšen novinarski žanr izberemo za upovedovanje neke naše zgodbe. Tako da o tem je zelo težko govoriti in s tem je povezana tudi evolucija, evolucija koga ali česa, ampak v splošnem bi lahko rekli, da se v Sloveniji situacija na tem področju izboljšuje že zato, ker se znanosti namenja več pozornosti. Mislim, da je to zelo pomembno in da se počasi, nekateri hitreje in bolj odločno premikamo tudi od teh nekih golih poročevalcev o dosežkih slovenskih znanstvenikov do nekih bolj kritičnih presojevalcev znanstvenih dosežkov, tega, da postavljamo stvari v kontekst, da res nekako reflektiramo to znanstveno polje in tudi to, kako mi sami o tem poročamo. Verjetno je veliko oziroma bo nekaj na tem področju naredil tudi ta novi koronavirus, ki je znanost in znanstveno novinarstvo, se mi zdi, ponesel iz nekih robov, obrobja medijskega poročanja v središče. Tako da želim si, da bi tako ostalo tudi naprej, da bi se to preneslo tudi na nekatere druge teme, ki niso tako zelo mogoče zdravstvene, ki nas ne zadevajo tako zelo neposredno, ki niso tako velika grožnja za naše zdravje, kot so recimo podnebne spremembe, ki seveda so grožnja, ampak takšna, ki je nekako odmaknjena v prihodnost ali pa v druge države in se jo morda še ne zavedamo. Tako da upam, da se bo
mogoče od tega trenutka naprej tudi še malo bolj spremenilo. Renata, tvoj pogled? Je zdaj kaj boljše? Ja, zdaj te pa slišimo. Ja, jaz mislim pravzaprav, da je znanost v Sloveniji v kratkem času dobila neko mesto v medijih, da je šla od tega pa še nekaj za konec, zanimivost za konec, do tega, da je pravzaprav res imajo tako rekoč vsi mediji ne na koncu, ampak že nekje vmes. Z koronavirusom se je pravzaprav predstavila čisto v uvode posameznih informativnih oddaj in jaz mislim, da smo prišli to mejo fascinacije na določenih področjih, seveda smo še vedno na tem področju, pa smo pravzaprav korone, pa smo pravzaprav naredili, jaz se mislim, zelo velik korak naprej, da zelo dobro poročamo, pravzaprav kar vsi mediji o tem, da se sprašujemo, da iščemo informacije, da iščemo prave ljudi in se mi zdi, da smo pravzaprav kar naenkrat morali vsi skupaj odrasti in pravzaprav prepustiti to fascinacijo nekomu drugemu in se pravzaprav čisto resno lotiti našega dela. Meni je všeč tudi, da imamo v našem prostoru tudi nekaj kritikov, ki včasih brez dlake na jeziku opozarjajo na to, kako ga včasih mediji lomimo. Recimo Stašo Dolenc je tak in sem vesela tega, kadar me ukrca za kakšno stvar, ker samo na podlagi tega se lahko učimo in tudi recimo, če dobimo kdaj kakšno strani poslušalcev ali pa, ne vem, sledilcev, absolutno vse to pomaga pri tem, da se čim hitreje, da se pospešeno učimo naprej. Ne? Ker pri znanstvenem novinarstvu je problem to, zlasti v Sloveniji so redki taki ali pa res redki, da bi imeli naravoslovno ali pa tehniško izobrazbo. Ne? Po večini smo to humanisti ali pa družboslovci, ki se znanosti priučimo in potem je vedno to vprašanje, ali naj o znanosti poročajo znanosti priučeni novinarji, ne? Ali pa znanosti priučeni družboslovci ali novinarstva priučeni znanstveniki. Ne? To je tako vprašanje, ki si ga sama zastavljam, pa tudi, ki mi ga pogosto zastavi kdo iz sveta znanosti. Ampak Zarja, nekaj si želela reči, dodati, da upoštevam te dvignjene roke. Izvoli. Ne, jaz sem samo prej prikimala Leji, ko je omenila podnebne spremembe, da imamo zdaj trening v koronavirusu in v pandemiji imamo trening za naslednje desetletje, ko bo podnebna kriza nas udarila. Ja, ohranimo ta zaleta, ne? Pa to prednost na nek način zdaj, da uporabimo ta veter, ne? Potem za težave, ki so v bistvu še resnejše na obzorju, ne? Kot podnebne spremembe in podobno. Zdaj, gremo k nekim postulatom, temeljnim postulatom, ki naj bi jih obvladal vsak znanstveni novinar. Ena stvar je zagotovo pravilno branje, interpretiranje podatkov, iz tega izhaja tudi pravilno navajanje recimo modelov, nekako interpretacija teh modelov, recimo vse katera javi. Kaj bi svetovali recimo kolegom novinarjem, ki nas zdaj poslušajo, tudi ostalim, recimo, kakšnih napak ne smemo narediti pri interpretaciji nekih podatkov in pa zlasti potem pri navajanju nekih modelov in pa recimo interpretaciji teh modelov, naslanjanju na te modele, da ne bomo k temu prišli pretirano na prvo žogo, pretirano naivno, pretirano s pomanjkanjem neke kritike in tako naprej. Ne vem, Zarja, izvoli. Ja, pri podatkih in modelih, mogoče so to zdaj res postali zelo popularni ravno zaradi koronavirusa, ker na nek način ves čas želimo imeti neko kristalno kroglo, ki bi nam napovedala prihodnost in na nek način to možno vsaj za nekaj dni naprej, mogoče modeli celo imajo, vseeno pa bi rekla, bom začela s podatki. Pri podatkih je po moje zelo pomembno poznati kontekst podatkov, torej odkot prihajajo, kako so bili pridobljeni, tudi na kakšen način, kako so urejeni, zakaj so, kakršni so, kdo jih je pridobil, ali so transparentno, lahko vidiš celoten tok podatkov, odkje izvirajo, odkje ne in vse te stvari, kakšni so viri, preveri tudi mogoče pretekle aktivnosti nekoga, ki poroča o nekih podatkih oziroma jih deli z javnostjo, v kakšno smer so šli in kaj so. Ampak kvaliteto podatkov se da kar dobro oceniti tudi recimo z kakšnih da jih delijo kakšne javne inštitucije, ki naj bi skrbele ravno za to. Seveda jim ni vedno slepo za zaupati, ampak z nekim, če se preveri kontekst, pa če se vidi izvor podatkov, se to lahko da kar uspešno. Pri modelih je pa mogoče malo večji problem, predvsem zato, ker modeli vedno temeljijo na nekih predpostavkah, pa uporabljajo neke podatke. In če so te podatki slabi, velja tisto pravilo, ne, garbage in, torej smeti noter, smeti ven.
potem ti noben še tako dober model ne more pomagati. Pri modelih je pa po moje vedno, saj jaz svoje sogovorce ali sogovorke vedno vprašam, na kakšnih predpostavkah temeljijo, tudi kakšni so podatki, kaj so želeli, še preden so nek model naredili, sploh doseči s tem modelom, kaj so omejitve modela mogoče, in predvsem vedno zastrižem z ušesi, če nekdo preveč obljublja, če nekdo preveč vse razloži z nekim modelom, če ne izrazi nekega dvoma v svoje lastno delo raziskovalno ali pa nek model, ki ga je nekdo postavil ali postavila. Recimo takih pravil se jaz držim. V resnici pa nisem še prav veliko poročala o samih modelih. Ker tukaj smo na tankem ledu. Novinarski pristop je tak, da včasih išče neko senzacijo, išče neko tako zelo jasno sporočilnost. In tukaj se da te podatke in potem posledične modele hitro napačno interpretirati. Neko stvar, kar je recimo poudarjeno, da je samo mogoče, da morda vodi nekam, potem afirmiramo kot neko temeljno dejstvo, ki dejansko to bo postalo. To je nekako tudi skregano s temelji recimo nekega znanstvenega pristopa, ne Zarja? Ja, jaz bi v bistvu rekla, da saj bo malo kritična ne toliko do novinarjev tokrat, ki mogoče res so premalokrat, bi rekla, da novinarji sami imamo orodja, kako lahko preverimo verodostojnost nečesa, kar nam nekdo podaja, nekega modela. In se mi zdi, da se je pri nas letos poleti, ko so se neki modeli prikazovali v javnosti, celo prevečkrat zgodilo, da so nam avtorji modelov preveč obljubljali, kaj vse lahko ta model naredi, kakor pa bi mi želeli sami to predstaviti v taki luči. Potem je pa seveda težje, ker na nek način, prej si omenila Saša Dolenca, neko tako pravilo, ki se ga on drži in ga vedno ponavlja, je to, da najdeš še nekoga drugega, ki tega modela ni naredil, in vprašaš njih za mnenje. In mogoče smo bolj padali v to, ta problem, da je nekdo preveč obljubil, kaj lahko njegov model naredi, kot pa res, saj v tej situaciji. V preteklosti pa seveda potem hitro pride tudi do kakšnih ekstrapolacij, napačnih razlag. Ena tipična je ta korelacija, torej povezava med podatki, ni nujno vzročno-posledična, posledičen odnos. Zdaj trenutno imamo en tak tipičen primer, ta delo od doma. Vidimo povezave, zelo močne so te povezave med širjenjem virusa in tem, da še vseeno dosti ljudi ne dela od doma, ampak vseeno bi rabili res te empirične epidemiološke podatke, da bi imeli prav neko vzročno-posledično povezavo med njimi. To sem se ravno spomnila, ta vzročno-posledičnost in ta korelacija, ki jo prehitro pripišemo določenim stvarem. Zadnjič mi je Marko Pokoren z pediatrične klinike dal zanimivo primerjavo, dopisoval si je z nekom, ki ga je hotel sprovocirati na temo tega, da pač v državah, kjer so močneje oziroma koreniteje ljudi cepili proti gripi, se je posledično povečala, je bila tudi posledično višja obolevnost za covidom, nekaj takega je šlo. Ampak stvar je bila taka, da je pač samo koreliralo v času in najverjetneje tudi v državi, ni pa bilo to neke vzročno-posledične jasno dokazane povezave. In potem je navrgal podoben članek, da v državah, kjer beležijo več primerov hujših potekov bolezni, ljudje uživajo več zelja kot naprimer solate. Recimo taka čisto banalna primerjava, ki bi zopet lahko rekli, zelje je krivo za recimo to, da ljudje huje obolevajo za covidom. Ker gre za neko korelacijo v prostoru in času, ampak nikakor pa ni tukaj nobenega vzroka zadaj. In podoben primer lahko v medijih pogosto krat vidimo, ker lažno na hitro potegnemo neko korelacijo, kot da je ta tudi že vzrok. STA, Leja, tam ste pogostokrat tisti, ki morate prvi postreči z nečim. In potem, kadar vi nekaj postrežete, to smo videli ravno pred kratkim na primeru ene izmed novic o Italiji, o tem, da so virus detektirali že mesece, preden so ga uradno potrdili, je potem ta novica se razpršila izjemno hitro po slovenskih medijih in tako rekoč je bila, smo jo brali in gledali in poslušali na vseh glavnih slovenskih medijih, potem, ko je to objavila STA. Kakšen pristop imate pa vi recimo do nekih teh res temeljnih objav recimo v znanosti, ki lahko postanejo neka medijska novica, ampak morda niso nujno pravilno interpretirani? Ali ste mogoče bolj konzervativni, počakate malce, ali pač po čem se recimo usmerjate, da plasirate neko novico iz znanosti res hitro?
To je malo nehvaležno vprašanje, zato ker o znanosti pri nas na STA pišemo znotraj različnih uredništev. To je lahko zunanje uredništvo, če je neka novica iz tujine, lahko je notranje politično uredništvo, ki se je recimo tudi fokusiralo na poročanje o koronavirusu in tako naprej, ampak nekako je, kako bi se temu reklo, način agencijskega dela nekako nam prepričuje, da bi se nažalost pretirano poglabljali v neke podatke, iskali interpretacije, iskali neke potrditve, zato šli vse res poglobljeno preverjati. Seveda pazimo, da ne objavimo ničesa kar tako, no, ampak vseeno nekak način tega našega agencijskega dela zahteva, da smo zelo hitri, da so naše novice kratke, eksaktne, da so točne, da imamo nek kredibilen vir in to je ponavadi tisto, na kar se pač opremo. Kaj pa je ta vaš kredibilen vir? Ja, katero novico recimo zberete, ne vem, da je bila objavljena v znanstvenem tisku, ker vemo, ne, v zadnjih mesecih je bilo o koronavirusu pa o covidu objavljenih na stotine oziroma tisoče člankov skoraj da na dan. Kdaj rečete, tale bo za objavo, tale pa ne? Mislim, da bi bilo to vseeno bolj primerno vprašanje za moje kolege iz recimo zunanjega uredništva ali pa notranje političnega uredništva, ki so se s tem res zelo intenzivno ukvarjali, ampak kakor sem se pogovarjala s svojimi sodelavci, sodelavkama, ki to področje najbolj intenzivno pokrivata, recimo pravita, da iščeta predvsem strokovnjake iz nekih recimo strokovnjake iz infekcijske klinike ali pa infektologe in epidemiologe, če ste recimo pisali o kliničnih znakih, ali pa biologe, če ste recimo pisali o diagnostiki. Večinoma sta potem recimo izbirali za sogovornike strokovnjake, s katerimi sta v preteklosti že delali, ali pa sta iskali sogovornike med strokovnjaki, ki so bili za določeno področje, o katerem sta pisali, pristojni in so kot taki recimo prepoznani tudi na nek simbolen način, se pravi s funkcijo, z nekim položajem. Seveda to ni vedno zagotovilo, da je ta oseba nujno tudi najbolj kompetentna za to področje, ampak nekako tako delujemo in to se je v preteklosti izkazalo zaenkrat doslej za dobro in ustrezno. Renata, pri vas so ključni sogovorniki, tisti, ki vam podajajo neke vsebine in vem, da jih zelo natančno izbiraš oziroma izbirate. Ni pomembno samo, da je spredaj DR oziroma prof, ampak še marsikaj drugega. Recimo, kakšno je tvoje sito, da veš, da boš v oddajo glede na neko tematiko povabila res neko najbolj kompetentno osebo. Recimo, se s kom posvetuješ oziroma kakšne vatle uporabljaš pri presoji sogovornikov? Spet te ne slišimo. Zdaj pa, ja. Mislim, da moram kar malo povzdigniti glas. Mislim, da imamo v Sloveniji še eno prednost, sicer smo zelo majhni in resnično se med seboj poznamo. In to, da imamo mi novinarji neko telefonsko številko nekega znanstvenika, mobitel znanstvenika, je neka prednost, ki se lahko večkrat poslužujemo. Ja, vprašamo, seveda, vprašamo tudi koga drugega, kdo je tisti, ki je najbolj kompetenten. Z leti smo se tudi naučili, kdo je tisti, ki je, žal, tudi dober govorec, tisti, ki zna strokovno vsebino povedati na razumljiv način. Tudi to je zelo, zelo, zelo pomembno za nas. Če pa mi dovoliš, bi se pa samo malo še vrnila k te vprašanji nazaj, ko si rekla, kdo naj poroča o znanosti. Velikokrat, jaz se že kar nekaj let, včasih po nekaj desetletij ukvarjam s poročanjem o znanosti in na začetku sem velikokrat pravzaprav naletela na očitek, kdo pa vi mislite, da ste, da poročate o znanosti, ste vendar niste znanstvenica. In jaz sem si to v bistvu zelo vzela k srcu in sem nekaj časa na začetku pravzaprav kar imela slabo vest, da se s tem ukvarjam. Potem sem pa na eni delavnici, kjer so me prav tako to vprašala,
študente pravzaprav, kdo naj poroča o znanosti, so rekli seveda znanstveniki in potem smo govorili o vseh drugih stvarih, zapeljala sem jih malo na stran poti in vprašala, kdo pa naj poroča o politiki? A politiki ali novinarji? In so seveda vsi vzrojili, ja, pa seveda novinarji, politiki ne. Zakaj je potem to vprašanje tako zelo drugačno? Zakaj o znanosti ne poročajo znanstveniki ali novinarji? Zakaj je pravzaprav vse včasih tukaj tehnica prevesi na smer znanstvenikov, na stran znanstvenikov? No? Tako da jaz mislim, da pravzaprav mogoče kdaj, če nekako ta dva odgovora povežem, fino to sodelovanje znanstvenikov in novinarjev, ki nam dajo tisto, kar meni osebno, jaz ne vem, če mogoče lahko v imenu vseh govorim, ampak kar meni najbolj manjka je pa znanje. Zdaj govorimo veliko o koronavirusu, o virusih, o razvoju cepiv, o zdravilih, po drugi strani je še pa cel kup znanosti. Če tudi bi bili strokovnjaki na tem področju, meni osebno manjka potem, če bi vsaj to imela, še cela paleta drugih znanj, ki jih enostavno nimam. Na to sem želela povedati, da pravzaprav velikokrat se srečujemo res z več vprašanji kot odgovori. Ja, se strinjam, ne, znanost, tisti, ki nimajo pogleda v znanstveno novinarstvo oziroma v poročanje o znanosti, ne, če samo povem nekako to, kar sama zaznavam, ne, to gre res za eno izjemno široko polje, mavrico ali pa pahlačo različnih ved, ne, in ponavadi tisti, ki so recimo novinarji, ki poročajo o politiki ali pa o gospodarstvu, ne, se striktno specializirajo oziroma se podajo po večini na ta področja. Medtem ko je pa znanost izjemno diverzificirana in nekdo, ki če poročaš o astronomiji oziroma povezavi z astrofiziko, si svetlobna leta daleč od molekularne biologije in znova svetlobna leta daleč od kakšne geografske ali pa geološke ali postale znanosti. Ne? In potem vse skupaj pa nekako zbašemo pod eno pokrovko, v eno posodo in rečemo, to je znanost, ampak je izjemno heterogena stvar in da se prebiješ v to, da postaneš dober, recimo novinar, ki poroča o znanosti, se mora prebiti skozi ves ta znanstveni jezik tudi, ne? Ker vemo, ko enkrat zagriziš in začneš brati določene znanstvene objave, veš, da so formulirane popolnoma drugače, kot pa veleva novinarska abeceda. Ne? Če bo znanstvenik recimo začel pojasnjevati neke osnovne postulate, neke hipoteze na začetku in jih potem predstavljal metode in potem nekako čisto na koncu morda povedal, kakšni so njegovi rezultati in ali je to hipotezo potrdil, nas kot novinarje zanima povsem druga stvar. In jaz jih ponavadi vprašam, kaj je tvoja začetna motivacija, da se odločiš za nekaj takega in kaj je implikacija, k čemu ta tvoj dosežek oziroma rezultat sploh pripelje. In ponavadi se zariše en tak velik vprašaj, ker ne razmišljajo znanstveniki sploh ne v teh vatlih. Ne? In jih je nekako treba tudi natrenirati oziroma pretresti, da se začnejo tudi po novinarsko izražati in nekako dojemati to, na kakšen način pa novinarji in pa tudi posledično javnost za nami funkcionira. Ne? To sem še želela dodati pa k tebi, Renata. Ok, nekaj smo se dotaknili podatkov, modelov, samih objav in pa tudi strokovnjakov, recimo to so ene take 4 stvari. Zdaj, vsi smo že omenili besedo stroka, ne, da stroka je tista, kateri se obračamo, ampak ravno v konkretnem primeru koronavirusa sem sama pogostokrat samo v slovenski, recimo samo v slovenski areni bi lahko rekla, naletela pogostokrat na stroko, ki si je nasprotovala. Naprimer, da so mikrobiologi trdili, ne vem, mikrobiologi na fakulteti trdili nekaj drugačnega kot njihovi klinični kolegi, ne? Ali pa da so, ne vem, zdravniki trdili nekaj drugega kot zdravniki, ki se lotevajo nekih drugih disciplin. Kako se pa znajti recimo v takih primerih, kjer pa sama stroka ni poenotena in kjer kot novinar moraš izpeljati določene, ne vem, določene nastavke in tudi določene zaključke. Pa zopet k Zarji najprej. Moje prvo vprašanje je, ali stroka res ni poenotena. Se pravi, glede na to, kakšno vprašanje imaš, se moraš vprašati, kdo je tisti pravi naslov, da se preveri. Recimo pri zdravnikih, no, se posebej še to pozna, da če imamo neko nalezljivo bolezen, torej in želimo vedeti nekaj o zdravljenju te bolezni, mogoče simptomih ali karkoli podobnega, bo verjetno prav naslov res nekdo iz infekcijske klinike, torej infektologinja ali infektolog. Po drugi strani pa, če želimo pandemijo razumeti na nivoju populacije, na tej epidemiji, na tem, kaj se dogaja znotraj populacije, pa mogoče oni niso prav naslov, je pa prav naslov
kakšen matematik oziroma matematični epidemiolog oziroma nek epidemiolog, ki se ukvarja s preučevanjem te populacijske. In potem bojo recimo, če pa želimo nekaj vedeti o samem virusu, pa moramo najti nekega virologa ali pa virologinjo, ki se s tem ukvarja. Ne? Res je vprašanje te ravni vprašanja in potem mogoče znanstveniki se posebej nekateri preveč radi potem nasprotujejo svojim kolegom, ker mogoče enostavno nimajo dovolj specializacije v nekem področju, da bi to področje dosti dobro poznali, so pa recimo neki splošni mikrobiologi, se pa ne ukvarjajo z virusi ali pa se celo ne ukvarjajo s koronavirusi. In na žalost je znanost v zadnjih, 10-20 letih, mogoče že 30, postala zelo specializirana. Torej, ko delaš v znanosti, se res specializiraš za neko ozko področje, kar seveda ni idealno. Zdaj je tudi v modi biti malo bolj interdisciplinaren, pa različna področja združevati, ker ima že spet svoje slabosti, ampak pri tem je po mojem res glavno vprašanje, kaj je vprašanje, ki ga želimo predstaviti javnosti, kaj je naša zgodba, ki jo predstavljamo, in potem najti prave sogovorce, ki pokrivajo to področje in se v bistvu s tem področjem raziskovalno ukvarjajo, ker oni so tisti, ki lahko ovrednotijo neke argumente, ki jih mogoče kdo drug postavlja oziroma jim nasprotuje. In predvsem vedno gre za neko tehtanje teh argumentov, ne? In potem nekako moraš tudi mogoče malo po lastni presoji videti, kaj se dogaja. Zelo pomaga tudi, da za tem znanstvenikom ali pa znanstvenico tudi vidiš človeka z nekimi vrednotami, z nekim načinom dela, načinom življenja in tudi vidiš, kaj mu je blizu, kaj ji ni, ker vseeno znanstveniki so ljudje in so vpeti tudi v to družbo. Ne? Je zelo, saj ne vem, če sem ti podala odgovor, sem ga mogoče še bolj zapletla, ampak se mi zdi kar zapleteno vprašanje. Predvsem to, da se vprašaš, kaj je vprašanje in da potem sprašuješ tiste, s katerimi se res s to temo raziskovalno ukvarjajo, ne z nekim širšim področjem ali pa z nekim ozkim področjem na neki drugi temi, če so virusi, torej virolog, ne nekdo, ki se ukvarja recimo, ki je pa mikrobiolog, pa se ukvarja z glivami recimo, ne, ker vseeno gre za dve zelo različni stvari in bi tudi rajše videla, da bi znanstveniki, ko dajo svoje izjave, bili skromni, pa kdaj rekli, bili previdni, pa kdaj rekli, lej, oprostite, jaz se s tem ne ukvarjam, ne pokrivam tega področja, vas pa usmeram k mojemu kolegu ali pa kolegici, ki pa vam lahko na to odgovori. Ampak je bilo recimo vsaj proporcionalno, ne, so absolutno prevladovali infektologi kot strokovnjaki v zadnjih mesecih. Ne, in smo jih tudi uporabljali, strokovnjake z ljubljanske infekcijske klinike, za marsikaj, kar ni v povezavi recimo z njihovim področjem. Ne. Doktorica, Logar ali pa Beović sta nam recimo v medijih pogosto, zaradi tega, ker sta pač vedno na voljo in pripravljeni odgovarjali tudi na širok diapazon, ki morda ne zadeva njiju, ki zadeva epidemiologa, ki zadeva virologa in tako naprej. Ne. Zdaj, kdo je tukaj kriv? So novinarji preveč lahkotno spraševali osebe, ki so pač govorljive, ki rade povedo, ki velikokrat z dobro voljo pristopijo, ali bi se morali tukaj tudi oni dve, na primer, ustaviti pa reči tole, to pa ni več moja stroka, nisem epidemiolog, da bi recimo narekovala neke ukrepe oziroma jih pojasnjevala. Zarja, še tebi potem pa Renati. Ker se mene tiče, bom rekla oboje, pa zdaj si bom drznila v bistvu iti še en korak dlje in sicer jaz koronavirus spremljam že res. To leto sem v bistvu večino prispevkov, ki sem jih naredila novinarskih, so se tikali koronavirusa in pred časom je v Sloveniji, pa tudi v tujini konec koncev prišla ta novica o 3. valu. Zdaj se veliko govori o 3. valu, ne. Te valovi v epidemiji niso nekaj, kar obstaja in česar mi ne moremo spremeniti. Ne? Vidimo, da recimo na Novi Zelandiji ali pa na Kitajskem ali pa na Tajvanu nimajo ne 2. ne 3. vala. Ne? Vse je vprašanje strategije in vprašanje, kaj naredimo. Ne? In s tem, da v bistvu nekdo, v tem primeru je bila epidemiologinja, ki je celo začela prva v medije dala to idejo o 3. valu, a ne vsaj v slovenskem medijskem prostoru, a ne, je res. V resnici ne vem, kaj je odgovor. Tukaj je res šlo za epidemiologinje vprašanje, je šlo za neko tako, ki to spremlja raziskovalno in se sprašuje o tem, kaj se dogaja na ravni populacije, kako lahko na ravni populacije to ustavimo. Torej, ne razmišlja samo o individualnih osebkih, ki se okužijo in lahko okužbo prenesijo naprej, ampak na večji ravni in morda tudi ne iščejo strategije,
kaj v bistvu sploh to pomeni, to valovanje. Ne? In tukaj se mi zdi, da bi morali biti raziskovalci, raziskovalke bolj skromni in bolj, predvsem skromni in priznati, da česa kdaj ne vedo. Po drugi strani je pa tudi na nas, novinarjih, da nekoga, ki se ukvarja z neko temo, ne sprašujemo o drugih temah, ampak poiščemo drugega strokovnjaka. Je pa res, da mogoče pa v Sloveniji, kljub tej, kakor je Renata prej rekla, da je fino, da smo majhni, da imamo večji dostop do raziskovalcev, lažji dostop, nas pa mogoče tukaj v nekaterih primerih kdaj lahko to tudi zaustavi, ker enostavno je težko med 2 milijonoma najti strokovnjake za čisto vsako področje, ki bi ga mogoče v pandemiji potrebovali. Ne? Renata, izvoli. In potem, če ne najdemo strokovnjaka, ki bi lahko nam odgovoril na to, kar pravi zdaj Zarja, smo veseli, če se nekdo gre nekoliko svojega terena na tisti drugi teren in nam vseeno poda odgovor. Drugače sem pa želela povedati še eno stvar, ki je tudi zelo pomembna. Poudariti, povedati, da znanost mogoče v nekem trenutku še nima vseh odgovorov. Da pravzaprav to še iščemo, tega še ne vemo, narediti znanost v bistvu človeško, pokazati, da je to nek proces, kjer se odgovori pravzaprav še iščejo. In pravzaprav pri koronavirusu se ogromno odgovorov še išče. Veliko vemo, res, veliko vemo, ampak veliko stvari pa se bo pravzaprav šele pokazalo čez nekaj časa, ali jih vemo ta trenutek, prav je treba raziskati še kaj drugega. In mogoče v bistvu tudi novinarji kdaj preveč hitimo s tem, da bi dali odgovore na neka vprašanja, ker si jih verjetno tudi vsi mi, naši gledalci, poslušalci, bralci želijo. To je tema, ki se dotika res vsakega izmed nas. Znanost je zdaj res dobila to pozornost. Jaz se povsem strinjam z Renato, kar je rekla. V glavnem, veliko stvari še ne vemo in kdaj je mogoče fino tudi občinstvu pokazati to, da se česa ne ve, ker na nek način smo v neki tudi poplavi dezinformacij, lažnih informacij, ne, ki večinoma dobijo v bistvu osnovo, kdaj dobijo tudi osnovo na nekem dejstvu, ki je delno mogoče že resnično, pa se še ne ve točno, pa se jo lahko to fino izkoristi za neko večjo zgodbo, ki morda ni resnična. Ne. In res ta skromnost, no, da nečesa ne vemo, ali ne vemo, ker mi sami ne vemo, ker nismo strokovnjaki, ali pa ne vemo, ker enostavno se še ne ve. Zelo pomembno, se zelo strinjam. In pa tudi ta higiena, da znamo, da pač javnosti ves čas postavljamo način, kako znanost funkcionira. Ker redko bo znanost rekla, to smo ugotovili, to smo dokazali, tukaj pika, tu se ne bomo več zmotili, kot neke vrste aksiom, ki bo obveljal za vse večne čase. Znanost funkcionira na tak način, da se tudi zmoti, da priznava napake in da se uči in da se ves čas na tak način stopajo na ramena drugega in se učijo in v bistvu je zmota kot neke vrste naravni proces v znanosti. To je pa pogosto krat skregano s tem, kar želimo kot novinarji podajati. Podajamo kot neko univerzalno resnico, ki drži in če je slučajno nekako dokazano, da morda ne drži povsem, jo kvalificiramo kot lažno novico, ampak znanost ima tukaj res malčkeno bolj zamegljene recimo meje. Ne vem, vaš komentar, vaše razmišljanje ob tem, Leja, dam tebi besedo. Težko je še karkoli dodati ob teh odgovorih, s katerimi se ne bi mogla bolj strinjati. Mogoče samo še to, da stroka morda včasih tudi zaradi nekih zahtev nas medijev po nekih konkretnih, hitrih odgovorih daje neke prehitre zaključke. In mislim, da bi včasih pač morali povedati, da pač znanstveniki nečesa še ne vedo, ker podatkov še ni dovolj, ob tem pa ne smemo pozabiti vse skozi zastavljati vedno znova ista vprašanja, kaj novega, nadgrajevati to znanje, poročati o tem in tako naprej. Kar se pa tiče razdeljenosti stroke, tudi sama nekako na to, da bi bila stroka znotraj nekega ozkega znanstvenega področja razdeljena, na to nisem naletela. No. So se pa v prvih mesecih recimo z nekimi svojimi mnenji oglašali številni zdravniki, ki pa niso bili specializirani za to področje, o katerem so se izrekali. Tako da potem takšnim sogovornikom je potem težko dati prostor, ker pač niso pravi naslov za ta vprašanja, na katere mi iščemo odgovor. Tako da nujno je, da sogovornike nekako iščemo med ljudmi, ki so res pristojni za to področje, o katerem pišemo, ki imajo izkušnje z tega področja in ki nekako so dobri pri tem, kar delajo.
Kaj recimo menite o tem, da nek strokovnjak, nek zdravnik, ki izhaja iz polja paliativne medicine, naprimer komentira epidemiološke ukrepe? Lea, naprimer. Kaj menimo o tem? Ja, mislim, danes lahko vsakdo komentira marsikaj oziroma karkoli, ne, ampak to ne pomeni, da je primerno, da mu damo recimo tudi nek medijski prostor. Tako da poleg nekih takih strokovnjakov se potem pojavljajo tudi drugi kvazi strokovnjaki, ki imajo mogoče še manj nekih uradnih nazivov, ki so zdaj našli svoj prostor, ki so našli zdaj ta svoj prostor za širjenje idej, ampak mislim, da pač enostavno jim ne bi smeli dati prostor, ampak z nekim korektnim, profesionalnim novinarskim poročanjem, ki temelji na dejstvih, na znanstveno preverljivih dejstvih, ki jih povezujemo v neke smiselne zgodbe, da bi s tem nekako morali nekako stopiti v bran, ko bi se temu rekla, znanosti, dejstvom, ne pa da direktno naslavljamo te kvazi strokovnjake in jim nekako nasprotujemo. No, mislim, da pač ni nujno oziroma ni potrebno, da jim dajemo prostor. Zarja? Ja, meni se zdi ena zanimiva stvar, ki se točno zdaj tudi pri pandemiji se v bistvu odvija in dogaja. Pandemija je v bistvu tudi družben problem, ne? Pa humanisti, družboslovci skorda malo bolj redko dobijo prostor v medijih, kot mogoče recimo samo zdravniki, ne? S tem, da virus širimo ljudje, spremeniti moramo naše obnašanje, kdo pa največ ve o obnašanju ljudi in družbe, kot pa nekdo, ki to preučuje. In bi bilo kdaj tudi primerno, da se ne zanašamo samo na naravoslovne znanosti, ampak predvsem zraven v dialog in v razmišljanja povabimo tudi humanistke, družboslovce in družboslovke. Renata, kako pa je s tem izenačevanjem, recimo ravno pretekli četrtek sem imela na valu 1,5 ure na telefonu enega od poslušalcev, ki je vztrajal pri tem, da bi v bistvu mediji naredili neke vrste, bi popolnoma razčistili s celotno težavo in s tem celotnim kaosom, ki trenutno vlada v državi, na tak način, da bi povabili pred mikrofon po njegovem strokovnjaka, ki temu pritrjuje, in potem strokovnjaka, ki temu nasprotuje, oziroma tema, recimo, ali si proti PCR testom ali si zanje, ali naprimer nasprotuješ temu, da je virus res neka korenita grožnja ali ne, in tako naprej. Ne? Zdaj, kaj meniš do tega pristopa? Jaz mislim, da to ni dobra ideja. Pa bom pravzaprav razložila ne na primeru koronavirusa, ampak pravzaprav pred leti sem imela eno tako idejo, da bi pravzaprav soočili astronome in astrologe. In to se je izkazalo kot izjemna neumnost, do neke mere smo pravzaprav v eni oddaji to poskušali. Vendar ti ljudje, ki se zaradi nekega lastnega prepričanja, mislim, da govoriva zdaj o tem, ne o resničnih strokovnjakih, ki so pravzaprav svoje življenje posvetili raziskovanju nekega virusa, recimo, ne vem, vesolja. Se pravi, tisti, ki se nekako iz svojega prepričanja, Google znanja ukvarjajo z neko zadevo, ali pa še mogoče celo živijo od nje, so verbalno veliko bolj sposobni kot tisti strokovnjaki, ki so se ukvarjali pač z res ozko usmerjeno, strokovno raziskovali nek virus, raziskujejo vesolje in pravzaprav ne služijo s tem, da bi to prodajali, to svoje znanje. In v bistvu to srečanje je vedno obsojeno na to, da zmaga tisti, ki si pravzaprav te zmage ne zasluži. Tisti, ki je nekako usposobljen za to, da to svoje mnenje, domneve, prepričanje proda. Zakaj pa si ne zasluži, oziroma zakaj pa je tako močnejši in praviloma zmaga? Ne? To se jaz vedno sprašujem, recimo, zdaj, ko imamo cepiva, nas tudi pogosto krat kličejo poslušalci, ki načeloma nekako delujejo, kot da so argumentativno močnejši s tem, ko nasprotujejo, naprimer, a priori cepljenju kot takemu. Ne? Zakaj so ti skeptiki, oziroma bomo rekla dvomljivci, toliko uspešnejši v tem prepričevanju? Jaz mislim, da včasih pravega strokovnjaka pravzaprav pustijo brez besed, ker pridejo nekako z takimi argumenti, s tako zgodbo, da enostavno vse, kar lahko narediš, je
in razmišljaš, kako je pravzaprav to mogoče. Ne vem, razmišljala sem, da pravzaprav moj primer, astrolog in astronom, pravzaprav nekdo dejansko res živi od tega, da ljudi preprečuje, da bo december letos malo manj vesel, če ste se rodili v prvi polovici, vam lahko tudi rahle finančne težave povzročajo težave poleg virusa. V bistvu vsak se lahko v tem najde. No? Mislim, da je to bistvena razlika pri tem, kaj je nekdo pravzaprav pripravljen narediti za to, da bodo ljudje verjeli. In pogosto igra tudi na to čustveno komponento, ne, in pa na to, da težava je tudi v tem, ker recimo ljudje ponujajo oziroma si želimo fiksnih odgovorov, ne, želimo si definitivnih odgovorov, ne, potem ko znanost bo vedno rekla, ja, v teh mejah recimo obstaja neka verjetnost za to, da se to lahko zgodi. Ne. Nihče ne bo trdil, da je cepljenje 100% učinkovito, ne, zaradi tega nekega majhnega odstotka ali promila, potem nekako se ta dvom zajel v nas in potem nas nekako kljuva ves čas. Ne. Nikjer ne dobimo 100% potrdila, da nekaj dejansko drži oziroma ne drži, medtem ko nasprotniki pogostokrat uporabljajo te celovite argumente, ki ponavadi igrajo še na čustva in na vse ostalo. Ne. Imamo rešitev, je prvi stavek. Pa še ena stvar, pred kratkim sem prebrala v knjigi Slaba znanost Bena Goldacre stavek, da se zdi, kot da imamo prirojeno, da iščemo tiste vsebine, tiste odgovore, ki nekako potrjujejo to, kar želimo verjeti, to, kar že imamo, mi nekako smo prepričani. Zdaj, ko govorimo o koronavirusu, se mi včasih zdi, da enostavno ljudje želijo, da jim povemo tisto, kar oni želijo slišati. Kdaj koga tudi ne zanima resnica, ampak že nekako ve, pričakuje, kaj je resnica in bi pravzaprav od znanstvenikov želel samo to, da mu damo prav. Tako. Zdaj le v bistvu... Kar izvoli. Lahko jaz samo še nekaj dodam. Prej si vprašala, kako bi bilo, če soočiš pro et kontra, ne, enega za eno stran, drugega za drugo. Pa sem se spomnila na en posnetek, nekaj, kar je pripravil Bill Nye, ta znani ameriški komunikator. Šlo še o klimatskih spremembah in je v bistvu v dvorano, v studio pokazal to številko, kaj je znanstven konsens in kdo so nasprotniki. Ne? In je naenkrat tisto studio pripravilo, ne vem, 99 ljudi, ki so bili v bistvu, so se strinjali o tem, da so podnebne spremembe resna stvar in da je tudi človeški faktor poglavitni zelo pomemben pri tem. Medtem ko je potem ta človek, ki je nasprotoval temu, ostal sam tam v studiu, oziroma mogoče 2-3 so bili zraven. In tega v bistvu s tem, da predstaviš neka stališča za in proti, samo v eni osebi ne moreš pokazati, kje dejansko znanstven konsens je. Ja, sem se pa recimo tukaj spomnila še... izvoli, Leja. V bistvu lahko bi do konca povedala, ampak hvala lepa. Želela sem še to dodatno, da ti posamezniki, o katerih je tudi Renata govorila, so v bistvu nek, ko bi se reklo, simptom, v bistvu, simptom današnje družbe, te družbe, nekih družbenih omrežij, spletnih vplivnežev, ko v bistvu na omrežju najdejo svoj prostor tudi dezinformacije in vsi ti posamezniki iščejo potrditev za lastno delo, ki ga nekje v znanstveni skupnosti oziroma v neki drugi skupnosti ne morejo dobiti, ker si ga tudi ne zaslužijo. Ne. Ampak v bistvu ne moramo tega obsojati, ampak moramo obrniti perspektivo, ne. Ker ta pandemija je recimo pravzaprav samo razkrila, kaj vse je s to družbo narobe in to je ena od teh stvari. Ne. Mi v bistvu potrebujemo neko spremembo kulture, v kateri bo znanost, dejstva, mogoče neka znanstvena pozicija do sveta, do razmišljanja imela bolj pomembno mesto. Zato pa moramo začeti verjetno že zelo zgodaj, tudi s posvečanjem pozornosti medijski pismenosti, s poudarjanjem pomena dejstev, kredibilnih virov, da razumemo, da je potrebno o vsebinah dvomiti, da je potrebno preverjati in se poglabljati. To je bilo izjemno dobro povedano, ja. Hvala bi skoraj da tukaj le dodala piko, ampak vendarle moram še nekaj povrtati z 2 zadevama v te kvazi informacije, ki so v družbi močno prezentne in ki so znova bruhnile na plan v zadnjem času, ne, nam je korona to krasno razgalila, ta del te naše družbe. Zdaj, a naslavljati kot recimo znanstveni novinarji in kot novinarji nasploh
to vrstne kvazi informacije, recimo, ki krožijo, se korenito, se recimo soočati tako odkrito v nekih dialogih, v argumentacijah z njimi, ali jih preprosto odmisliti, da jim ne dajemo še večje moči in prezentnosti, recimo v javnem prostoru, v javni razpravi. To je ena stvar. Druga pa, glede na to, kar si Zarja ti omenila, recimo, da je na tak način Bill najprej pričal recimo ljudi z nekim primerom, številskim primerom. Ne? Tu sem se spomnila na primer Briana Coxa, ki je prišel na eno oddajo o klimatskih spremembah in je pokazal en graf, ki je šel silovito navzgora. Ne? Ampak ta kritik se je pri tem odzval na način, da v bistvu Brian Cox prepričuje samo že prepričane, tiste, ki dejansko berejo in razumejo grafe, ne? Tiste, ki dejansko berejo in razumejo številke, prepričuje tudi Bill Nye. Kaj pa vse ostale? Torej, kako iz tega, kako to bi rekla, plemena, ne? Katerega del mislimo, da so vsi ostali, izstopiti in nasloviti tudi vse ostale tam zunaj, ki pa dejansko ne berejo grafov, ne razumejo grafov in jim številke ne pomenijo nič. Katera se javi? Renata mogoče, izvoli. Zelo na kratko, pravzaprav ponavljati prave informacije, enostavno ponavljati prave zgodbe, prave podatke, prave informacije in pravzaprav besedo pravim znanstvenikom. Ne mislim samo, da jim pogrnemo rdečo preprogo do mikrofona, seveda je potrebno kritično prevprašati, poročati o njihovem delu. Ne jim res samo ponuditi možnosti govorjenja, ampak to narediti na kritičen način. Zarja. Ja, jaz mislim, da vsak človek ima neko vrednoto, neke vrednote, neko mišljenje, pa tudi neko identiteto in te naše vrednote, identitete se ne prekrivajo mogoče in mogoče smo mi res ujeti v nekih svojih mehurčkih. Kako pa zdaj pride do nekoga, ki ni v tem našem mehurčku, je pa po moje predvsem skozi dialog, potrpežljivostjo in predvsem s tem, da tudi mi pokažemo, da smo skromni s svojim znanjem, ki ga imamo in da jih tudi poskušamo razumeti, iz kje oni izhajajo oziroma kako razumejo to stvar, ker šele potem mogoče ne s tem predstavljanjem golih dejstev samo in se kazanju, kako smo pa mi pametni, mi pa vse to vemo, ampak na nek način probati razumeti njihov pogled, zakaj tako razmišljajo in potem jih počasi ne voditi na tem privilegiranem položaju, ampak predvsem skromno mogoče spreminjati nekako njihove pozicije, jih challengeti, torej izzivati, ja, se opravičujem, jih izzivati na nek način in počasi to mogoče spreminjati, ampak predvsem z nekim spoštljivim odnosom tudi do njih. Ne. Mogoče smo preveč hitro lahko jezni na vse to in izgubimo živce, namesto da bi v bistvu probali razumeti tudi, zakaj in kako razmišljajo. In mogoče ima vsak v družini tudi koga ali pa v nekem ožjem krogu nekako tudi ljudi, ki mogoče so skeptiki, so proti cepilci, karkoli podobnega in po moje, jaz res verjamem v to, da se z dialogom lahko tudi na tej ravni bolj osebni daleč pride. Seveda pa to ni dovolj, ne? In mediji imajo drugačno vlogo, niso samo to, ampak na nek način predvsem, da se držiš teh nekih osnovnih načel razumevanja en drugega in verjeti tudi v druge ljudi, da lahko drugače razumejo in počasi in potrpežljivo, skromno se lahko daleč pride. Lahko samo nekaj dodam, jaz sem sicer rekla, da je potrebno ponavljati prave informacije. Ja, lahko naslavljamo to, če se ljudje tega bojijo, če imajo nek utemeljen strah, nekaj, kar izvira iz neznanja, nepoznavanja. Ja, to je zelo dobro, si to tudi izpostavlja. Ne vem pa, če pa smo govorili o tem, da bi imeli dialog z nekom, ki se pa iz nekih drugih, nek nestrokovnjak, ki se zaradi svojih mnenj, ne vem, verjetno niti neizkušenj, ampak drugih, ne vem, življenjskih nazorov, česarkoli ne strinja, recimo pa se mi kdaj zdi pravzaprav, da tem ljudem, pa ne mislim kot občinstvo, ampak tisti, ki širijo recimo druge informacije, pa jaz ne bi njim dajala mesta v medijih, ker se mi zdi, da ravno to si pravzaprav želijo. Jaz sem predvsem imela v mislih ne toliko mesta v medijih, ampak bolj kot na nekem osebnem, zasebnem nivoju, predvsem najdeti neke skupne točke, ki so skupni meni, pa nekemu proticepilcu in potem na tem graditi odnos in v upanju, da se spremeni. Pa upanju, da se moj ne spremeni potem. Tukaj le bom počasi zaokrožila, da nekako že vržem naprej
oziroma pozovem vse tiste, ki nas spremljajo, ne zdaj le razmislijo o vprašanjih, imamo še nekaj minut, z veseljem sprejmemo vprašanja. Čisto kratko vprašanje imam pa še za vse vas, ker to se mi pa tudi zdi pomembno, pa tudi hiter odgovor, prosim, preden gremo v debato. Ali kdaj recimo naredite tudi osnovno higieno kot novinarke in se preoprašate v svojih lastnih stališčih, temu, kaj verjamete, komu zaupate, imate kakšne recimo predsodke, ki so morda nekako skriti in morda utegne recimo nekako usmerjati vašo novinarsko pot, recimo do kakšnih spoznanj in analiz recimo pri tem naletite, kot novinarke, ki se preoprašujejo in nekako izvajajo neko lastno higieno pri sebi. Lea, pa mogoče pri tebi začnem. Zelo težko vprašanje, ker bi morala malo razmisliti o tem, o kakšnih konkretnih primerih, ampak sigurno se vse skozi presprašujemo, no? O našem delu, o tem, kako se lotevamo določenih tem, zakaj se teh konkretnih tem lotevamo in z katerega zornega kota, s tem, a mi vplivamo na to z nekimi svojimi stališči, vrednotami, ki se jih ne zavedamo, ampak nekako se poskušam pri delu zavestno tega nekako znebitno, s tem, da neprestano berem, da se učim, da pač res razumem tudi zgodovino nekega znanstvenega polja, da razumem, kaj se v preteklosti dogajalo, kakšne so napovedi za prihodnost in potem, ko si opremljen z nekim takim znanjem, mogoče tudi lažje potem presojaš in se tudi boriš proti nekim lastnim ideologijam, če temu tako rečemo, ki vstopajo v naše delo. Ja, kajti recimo znanstveni novinarji smo podobno kot ostali, ki se specializirajo, deležni tega, da lahko zaidejo hitro na polje navijaštva za to, o čemer poročajo, ne? Da si prehitro nekako preveč subjektivno povezan in navijaški do tega, ne? Do znanosti določenih disciplin in to je treba absolutno nekako ustaviti, preden se to začne izražati. Zarja, hitro še tebi. V bistvu jaz nimam pravega recepta, predvsem se ves čas zavedati svojih kognitivnih pristranskosti, ki te vodijo in tudi ozadje, iz katerega prihajaš in biti skromen pri tem, kar naprej deliš in pa to, kar je Lea povedala, se pravi ves čas se izobraževati, brati tudi o zgodovini, mogoče pri znanosti glih ta zgodovina pogostokrat odpade, ne? Vsaka nova iznajdba, novo odkritje znanstveno ima za sabo neko zgodovino, iz katerega izhaja in to se mi zdi zelo pomembno, kar je Lea poudarila ta zgodovina. Predvsem pa ves čas preupraševati svoje lastno mnenje, biti radoveden, se čuditi. In Renata, izvoli še ti. Jaz lahko rečem, da se vedno znova sprašujem, pravzaprav, če sem stvari pravilno razumela, če sem našla pravega sogovornika, če je to, kar počnem, res prav. Preverjam informacije. Res. Potem berem, želim se čim več naučiti, ker se mi zdi, da še prevelikokrat se pravzaprav zavedam, da je moje znanje res pomanjkljivo, da se ukvarjam z neko široko paleto poročam o tem, kjer pa imam v bistvu sama zelo majhno znanje. Se pa v bistvu ravno zato se pa mogoče potem res z večjim strahom, spoštovanjem vsake teme lotim, berem in se učim, da mogoče ne bi naredila napake. V redu, tukaj bom zdaj prepustila besedo še ostalim našim sogovornikom. Zdaj se je že javila Petra. Petra, izvoli. Ja, živijo. Izvoli. Ja, Renata si dobro zaključila v smislu, da se pač vedno sprašujemo, če smo izbrali prave sogovornike. V imenu Društva za začetek festivala bi rekla, da se celo debato nisem spraševala o tem, če smo izbrali prave sogovornice in da sem res zadovoljna, da smo s to tematiko začeli festival. Bi pa eno vprašanje, da pol tudi prepustim čas še drugim, da nas potem ne preganja, kot je običajno. Debatiramo večkrat, ne samo v primeru znanstvenega novinarstva, o tem, koliko specialnega novinarstva je še ostalo, koliko smo še specialisti za posamezna področja, zlasti morda še bolj v zasebnih kot v javnih medijih, kjer je recimo manj možnosti in pritisk, da vsak pokriva vse. Ali je zdaj mogoče to korona obdobje po vašem, pa bi mogoče Zarja tebe izvala
neka točka, kjer je dobilo novo možnost ali pa nek razcvet to specialno novinarstvo, ali pa dejansko gre za obraten trend, da v bistvu vsi, smo vas predstavili kot nekakšne maratonke na tem področju znanosti, mi pa smo nekaki hitri tekači, ki zdaj upadamo. Ali bomo zdaj vsi nenadoma znali vse, tudi še po koroni nadaljevali nekako v tem ritmu, ali bo to specialno novinarstvo v prihodnje mogoče tudi s to korono dobilo neko novo dimenzijo, novo perspektivo za naprej? Hvala za vprašanje. Jaz bi mogoče najprej rekla, da v Sloveniji bo mogoče dobilo neko vlogo v tem, da se bo še bolj cenilo neke bolj poglobljene prispevke o znanosti. Vseeno bi pa rekla, da je po moje trend, jaz sem že prej rekla, da ne izhajam iz novinarstva, ampak da bo trend, še posebej, če pomisli na podnebne spremembe, v nekih interdisciplinarnih ekipah, uredništvih, ki bojo lahko imele med sabo specializirane novinarje, ki bojo pa vedeli dovolj o drugih tematikah, da bojo lahko z drugimi tudi sodelovali na nek način. Se mi zdi, da bo to sodelovanje ključ. Težko bo ena oseba sama imela dovolj znanja na nekem področju, da bo res sama vse pokrila in bo potrebno sodelovanje. Saj jaz to tako vidim, pa mislim, da se pri tem koronavirusu to tudi nekako kar dobro kaže. Ja, hvala. Se na nek način si prej tudi nakazala te humanistične oziroma družboslovne, ki sledijo morda bolj v nadaljevanju nekih razmislekov, zdaj, ko je to obdobje daljše in moramo to življenje prečesavati sem in tja. Ja, na ta način, pa tudi znotraj samih redakcij, v bistvu sodelovanje med nekom, ki bo kriva znanost in predvsem, kje so tiste točke, kaj se razume, ker konec koncev tudi, ko poročaš v znanosti, vendarle me je kar presenetilo, da je večino znanstvenikov trdilo, da ne bi znanstveniki poročali o znanosti, sicer se to strinjam, jaz zelo podpiram, da raziskovalci sami tudi širši javnosti predstavljajo svoje stvari, ampak na nek način je pa naše občinstvo tudi izven znanosti, torej rabimo tudi ljudi, ki nam lahko povejo, kdo in kaj lahko razumejo na kateri ravni. Verjetno raven, s katero jaz govorim s kolegi, je na neki drugi ravni, kot če želim to svoji babici povedati ali pa nekemu sosedu, v katerem se slučajno zapletemo v nek pogovor o znanosti. In te ravni lahko spoznamo samo tako, da je čim več ljudi vključenih v naše delo. Se strinjam, ja. Hvala. Zdaj tukaj bi jaz ponovila še Aljošev poziv, ki je v chatu vse pozval, da vključite slike, pa da na nek način lahko z mahanjem ali tudi za tole roko v samem chatu nekako sporočite, da imate kakšno vprašanje. Res, zdaj so linije odprte oziroma čas odprt, da zastavljate tudi svoje vprašanje kar na dan oziroma kar na plan z njimi. Lepo, da se vidimo, še vsi ostali, lep pozdrav, še da vas takole vidim. Vidim, da je med nami kar nekaj. Mogoče lahko jaz skočim. Ja, Dober večer vsem. Sem Dragan Bargotovski, sem direktor British Councila, drugače sem se ukvarjal tudi z novinarstvom in s PR-stvom, tako da malo sem zdaj na preseku vsega tega, kar smo debatirali. Najprej absolutno čestitke za izjemno bogato razpravo do zdaj. Zelo veliko sem se tudi sam naučil, tako se vsak dan nekaj novega naučimo. Pa če mi dovolite 3 kratke komentarje, bom probal biti telegrafski, da ne bom preveč časa vzel. Prvič je bila cela debata na začetku o znanstvenem novinarstvu, to je tema današnje razprave. Pa če gledamo širše, eno vprašanje je bilo, kdo je tisti, ki naj komunicira. Seveda v znanstvenem komuniciranju komunicirajo vsi novinarji na eni strani in konec koncev tudi znanstveniki sami. In seveda so veščine različnih ljudi različne na vseh straneh. Včasih je mogoče znanje problem, včasih je komunikacijske sposobnosti so različne. Tako da to je tisto, kar je treba nekako pripeljati skupaj. Sam kot British Council smo se veliko s tem ukvarjali, ne toliko v Sloveniji, v drugih državah po Evropi zelo veliko delamo na tem znanstvenem komuniciranju, tako enih kot drugih. Tako da mogoče bo to priložnost za naprej. Sašo Dolenc je v enem komentarju za delo napisal, koliko je teh sredstev, ki se v Sloveniji namenja za znanstveno komuniciranje oziroma za izobraževanje o znanstvenem komuniciranju. Ne vem številke na pamet, lahko pogledamo. Tako da to je mogoče prvi komentar, tako da se mi zdi, vsi moramo komunicirati, vsi se moramo naučiti komunicirati. Novinarji na eni strani in znanstveniki na drugi. Drugo je bilo mogoče vprašanje, absolutno se strinjam. Jaz mislim, da je razprave o nekih humanističnih pogledih zdaj, ko govorimo o covidu, je absolutno premalo. Zelo veliko se govorimo o seveda teh znanstvenih ali pa medicinskih zadevah. Mislim, da je prav, da se pogovarjamo o drugih, ker konec koncev posledice bodo tudi na drugih področjih.
Tako da tukaj mogoče v tej razpravi ne je bilo, kako naj se pogovarjamo pravzaprav s tistimi, ki so skeptični. Ne? Tudi tu je mogoče vprašanje, se mi zdi, Maja, vi ste imeli v oddaji zadnjič tudi en odgovor, se mi zdi, ne? S tistimi, ki so v teoriji zarote, je šlo, torej z njimi se treba pogovarjati, se treba z argumenti naprej biti spoštljiv, tudi to je Zarja prerekla. In se mi zdi, da to je tisto nekaj, kako bomo morali ta dialog spostaviti, tudi s tistimi, ki so dvomljivci. In mogoče sam tretja zadeva, mogoče izziv za naprej. Zdaj smo v enem ključnem trenutku, veliko zadnjih 2-3 tednih smo slišali o cepivih. Moje mnenje je, da mogoče ni vloga medijev tisti, ki naj promovira cepljenje kot samo cepljenje, ampak promovira znanost, ki je v ozadju teh cepiv. In tu se mi zdi ena taka priložnost za vse, za znanstvenike na eni strani, novinarje na drugi strani in zainteresirano javnost, konec koncev, da dobimo ta vprašanja. Jaz mislim, da bo to za vse nas nek izziv v smislu, da ljudje imajo pač določena vprašanja, so skeptični, to je čisto legitimno, ne? In kako bomo na to odgovorili, s kakšnimi argumenti, s kakšnimi podatki, ali bomo ponavljali podatke, je lahko en pristop, ali bomo konec koncev pogledali, kakšni so ti njihovi dvomi. Ne vem, recimo pri cepivih se pojavljajo dvomi o tem, da so ti trials, da sem spomnil slovenske besede, so pravzaprav na premajhnem številu, da so bili prehitro se cepiva razvijajo, da gre za živi virus. To so ta vprašanja, ki jih ti, ki dvomijo, seveda so legitimna vprašanja in tu, če mene vprašate, bi bila vloga medijev, da odgovorijo na ta vprašanja. Potem si najprej ljudje sami se odločijo, ali se bodo cepili ali ne. Tako da to se mi zdi, da bo en izziv, mogoče tudi me zanima, če vidite vi sami ta izziv v prihodnjih mesecih. Kot sem rekel, danes je bila velika novica, prišla iz Združenega kraljestva, predtem smo videli iz Nemčije in iz Amerike. Tako da veliko bomo zdaj govorili o cepivih, veliko je teh dvomljivcev, kako pravzaprav zdaj nekako odgovoriti na te njihove dvome v tem kritičnem času boja proti pandemiji. Zdaj, to so bile 3 teze, ali še kdo kaj odgovori na nje, sem to vprašam. Mogoče, Zarja, mogoče ti še kaj dodaš? Mogoče si bil kontradiktoren med njimi. Nimam nič za dodati. O cepivu je neka stvar, ki se jo jaz ves čas tudi sprašujem. Danes smo recimo tudi razmišljali, o ponedeljkih imamo mi v Radiu študentov znanstveni dan. Živijo, zdravo, Katarina tukaj. Jaz sem med svojim novinarskim delom, med novanjem raziskav, sem se veliko krat vprašala, ali je to zdaj raziskava, ki ji res lahko zaupam. Ja, Katarina, zdaj te ne slišimo več, oziroma vas ne slišimo več, mogoče samo še vzpostavite še enkrat boljšo povezavo oziroma bliže mikrofon ali karkoli. No, bomo počakali. Katarina, ko boste, samo povejte mi v chatu, da ste tukaj, pa da lahko zastavite vprašanje. Med tem časom vračam nazaj k Zarji, tam, kjer smo zastavili. Jaz bi rekli, da klinične raziskave cepiv so narejene na kar velikem, na par 10,000 ljudi testirajo cepivo in imajo vnaprej določene protokole, to se da pogledati, prebrati, je kar dovolj transparentno, čeprav zdaj so nažalost slete večja podjetja ven tudi samo z nekimi press releasi, s temi začetnimi, kar mogoče tudi ni tako zelo dobro. Po drugi strani je pa jasno, da potem, ko se bo cepilo, 10 milijonov ljudi, lahko prideš do tistih redkih dogodkov, kjer pride 1 na milijon ali pa 1 na 10 milijonov se zgodi. In takrat bo res vprašanje, kako to skomuniciramo, da bo ta val cepljenja se še nadaljeval in da ga ne bo to preveč zatrlo na zelo hiter način. In jaz si v bistvu zastavljam vsa ta vprašanja, kako bo potekala komunikacija cepiva naslednje pol leta, naslednje leto in tudi potem naprej, ko še za druge stvari. Z Majo soustvarjam, me je Maja, sem zelo hvaležna, povabila zraven to serijo o cepivih in so to vprašanja, ki si jih jaz res zastavljam, nimam odgovora na njih še. Se bomo sproti učili. Ja, zato, ker mi smo si ravno odločili, da zastavimo eno izmed teh serij v več delih, samo zato, da res, ker to je tako kompleksno vprašanje in absolutno nima odgovora, samo cepiva da in to je, naš aksiom, ki ga potem nekako ves čas poudarjamo. Absolutno je treba, tako kot ste izpostavili, Dragan, poudarjati znanost, z tem sem zadaj, nekako, da skupaj gradimo to znanje, ki je pripeljalo do sem in pa seveda izpostavljamo vse te dvome vmes in odgovarjamo na nje s primernimi strokovnjaki,
strokovnjaki in seveda nikogar ne moremo prisiliti oziroma s tem zgubimo na nek način dobro podobo v javnosti, če kogarkoli silimo, ne, oziroma pritrjujemo na neko stvar, to ni niti novinarsko, ne. Tako da absolutno poudarjati čim več znanja na poti do tja, čim več podatkov in pa povabiti prave strokovnjake in temu odmerjati ves čas neko konstantno pozornost in seveda dosti kritično pozornost, ne. In zdaj je čas, da se začnemo temu malo bolj konsistentno verjetno posvečati. Zdaj, ko vidimo, da je ta dan, ko bomo dobili cepivo, relativno blizu, no, in upam, da bodo nekako temu povodu, če bi temu lahko tako rekli, strani recimo Frekvence X, ko ste začeli govoriti o tem, da bomo sledili tudi drugi mediji, no? Ker je res pomembno, da ljudem razložimo, na kakšen način pravzaprav cepiva nastajajo, kako potekajo raziskave in tako naprej. Je pa tudi res, da tistih najbolj zagrizenih nasprotnikov verjetno ne bomo mogli prepričati, ker nekako na omrežjih, na internetu nekako se najde potrditev za vsako prepričanje, če tudi je še tako lažno in neresnično. Zdaj, jaz bi samo še eno stvar izpostavila, nobenega vprašanja še ni bilo dodatnega v chatu, drugače rokom dvignete oziroma pokažete. Aha, gospod Ivan Leban, no, potem pa kar izvolite, da vas ne prehitim. No, dober večer vsem. Jaz sicer nisem novinar, pišem pa kolumno za Nedeljski dnevnik, torej vsako sredo, tudi povezano o znanosti. Zdaj sem samo upokojenec in sicer sem 3-krat rizičen za korono, ne, torej sem star, sem debel, pa še visok krvni tlak imam, torej idealen za AC2, kamor se veže ta virus. Bi pa samo na to opomnil, ne, torej za cepiva so porabili, ne vem, milijarde dolarjev. O zdravilu se pa ne govori. Sicer zdravilo je bil klorokin pa remdesivir, zdaj so za oba dva rekli, da ne delujejo. No, druga stvar, tudi niso investirali denarja v teste. Torej, vsi poznamo zlati standard PCR. Tukaj se pa loči že spet medicinski pristop tako imenovanega public health, torej javno zdravstvo. In ta hitri test je predviden za javno zdravstvo. Ta hitri test naj bi se razvijal naprej, da bi deloval na osnovi sline, pa na osnovi sape. In vsak naj bi ga imel doma, torej brez recepta, brez zdravnikov in bi se sam lahko testiral glede na ta CT, torej koliko ima tega virusa v telesu, in to bi lahko delal praktično vsak dan. Zaradi tega, ker te testi so papirnati, proizvodna cena je $1 do $2 ali pa še manj. Ampak v to pa farmacevtske firme nočejo investirati oziroma niti nočejo raziskovati. Ker zadeva ne prinaša ustreznega dobička. In tukaj bi morali tudi novinarji kaj povedati. Zdaj naenkrat smo pri nas začeli te hitre teste delati, ampak ni pa podatkov, oziroma jaz jih nisem zasledil, kaj je bilo v Liverpoolu, kaj je na Slovaškem, kaj se dogaja v Italiji. Torej, te podatke bi morali tudi našim ljudem povedati. Vse, kar slišamo o hitrih testih, je to, da niso specifični, da niso dovolj občutljivi, ampak pri PCR testih pa ne povejo, koliko je CT vrednost, torej koliko virusa imaš dejansko v sebi. No, torej jaz sem kemik, nekaj sem fizik, ampak me te zadeve zanimajo, zato ker če se jaz okužim, bom imel sigurno težave. Vi mladi jih ne boste imeli, starejši pa se veste, kaj se zdaj dogaja. Se rečejo, starejši umirajo, pa kaj, ne? Tako da tudi o teh stvarih bi bilo treba pisati pa povedati. Tako da jaz sem o tem testu pisal že ne vem kdaj, avgusta, dočim profesor Mina z Harvarda to propagira v Ameriki že ne vem koliko časa. No, zdaj se je zaenkrat to prijel. 17. novembra je bil narejen prvi test, ki ga lahko doma uporabljajo ljudje. Samo ta test že spet dobijo samo na recept. Torej, že spet je
to stvar diagnostike, ne pa tako imenovanega public health. To bi imel samo jaz, večinoma te stvari poznate. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj se nam je pa tudi Katarina pridružila, ki je prej padla dol, tako da dam besedo, ker ima dvignjeno roko. Tako, živijo vsem, hvala za vse, kar ste povedali. Mene samo zanima, kako pravzaprav pri navajanju raziskav ločite zrnjo od plev. Pravzaprav. Kako veste, katera je tista raziskava, ki je zares verodostojna, glede na to, da je COVID nek tak pojav, ki je v bistvu nov v tem letu. Ne? Pa mogoče tudi z vidika tega, da je veliko raziskav v tem letu, ki so objavljene, ampak recimo niso recenzirane, ker preprosto ne morejo biti, ker je zelo, zelo malo časa za kaj takega. Ne? Kako veste, ta raziskava je raziskava, ki bom dala prostor v svojem prispevku, ker ji zaupam, glede na to, da vseh avtorjev in vseh njihovih referenc in vseh univerz preprosto ne moremo poznati. Darja. Ja, jaz sem spoznala en zelo uporaben vir za to, in sicer Twitter, kjer se je v zadnje pol leta oziroma v zadnjem letu so se začeli dobesedno živi peer reviewi znanstvene literature, preprintov, predobjav in vsega tega. In sicer sem se tega lotila slučajno, se je to čisto organsko zgodilo v teh zadnjih mesecih, da sem začela slediti kar velikemu številu virologov, epidemiologov, imunologov, kdorkoli, ki se s tem ukvarja, in dejansko so delali skoraj da iz teh večjih odmevnih študij, ne, recimo, če eno izpostavim tole Santa Clara raziskavo protiteles, je bila ena taka večja, kjer je bilo kar nekaj statističnih napak, so na Twitterju zelo hitro bile recenzije, ki so jo postavile pod vprašaj. Tako da to potem mogoče spremljanje nekaterih, recimo v statistiki nekaterih teh raziskovalcev, ki to delajo na svojih blogih, objavljajo kritike, je pa to resen problem znanosti letos bil s preprinti, pa tudi z zelo hitrimi sprejeti kakšnih člankov in objav, ki še ni bilo dovolj časa, da bi bile kvalitetno recenzirane. Tako da zelo pomembno pri kakšnih raziskavah, še posebej recimo modelskih, je, ali je model dostopen na spletu, torej ali ga lahko jaz na svojem računalniku poženem in vidim, kaj se dogaja, vidim kodo, ga razumem tudi na ta način, ali so podatki dostopni, da jih lahko preverim, da so transparentni, da vem, od kje so. Takih stvari se predvsem probam držati. Sicer pa tokrat letos resno Twitter se je saj meni bil v veliko pomoč. Bi pa mogoče sam še komentar glede tistih hitrih testov omenila. Da je res ena zanimiva stvar se je zgodila res v Sloveniji v medijih, da dejansko ne govorimo, to sem prej v bistvu hotela nekako povedati, o epidemiji kot na populacijski ravni ali pa v tem javnem zdravju, kakšen pomen imajo lahko neki testi, ki so manj zanesljivi, imajo pa na populacijski ravni učinek, podobno kot maske recimo ali pa kaj drugega. Ne. Jaz sem sicer o hitrih testih že pisala tudi na Radiu Študent, tako da. Torej, mogoče, če dovoli samo še to, v primeru COVID-a, torej bi v določenih izjemah navajala v svojih člankih tudi nerecenzirane raziskave, ali ne? Da. Takrat bi videla, kaj je v zadnji, oziroma ko bi poznala, kaj je točno. Kako bi vedela, če v kakšnem primeru bi... Torej, to je zelo težko ocenim, ker nažalost vas bom razočarala, ampak zadnje je tudi malo intuicije. Čist taka, ki jo dobi s kilometrino, se mi zdi, pa z branjem, spremljanjem. Ne vem, ne znam vam dati tako 5 točk, ki se jih drži, razen to, da na Twitterju pogledaš te glavne ljudi, ki dejansko delajo skoraj da žive peer reviewe, na kakšnih blogih teh bolj znanstvenih pogledaš, če je kdo kaj pokomentiral, pogledaš, ali je recimo, če gre za modelske študije, ali je koda dostopna, ali so podatki dostopni, ki so jih uporabljali, neki taki triki, ampak na koncu moram reči, da je en del, nek procent tega tudi neka čista intuicija. Tudi če se zmotim, rajši napišem poprave kasneje in to tako rešim. No. Vsak se kdaj zmotno, tudi jaz nisem nezmotljiva in sem se pa eno stvar naučila recimo v zadnjem letu, ko sem to pokrivala, tudi ker smo delali dnevnih novic o koronavirusu in take stvari,
In sicer to, da sem vedno, ko sem nekaj zagledala, nek tudi preprint ali objavo, imela željo, da bi prva nekaj na Twitterju tam napisala, da bi prva naredila nek prispevek na Radiu Študent ali pa prva nekaj napisala, to me je ves čas. In velikokrat se je zgodilo, da potem enostavno ni bilo časa ali pa nisem znala tega narediti, po čemer me ti zdaj sprašuje zelo hiter oceniti, ali je kvalitetno ali ne. In je potem sem kasneje to naredila in nisem nič zamudila, no. To sem se naučila. Zdaj, ne vem, če sem dosti jasno izrazila, kaj mislim. Ja, jaz sem še tukaj to dodala, jaz isto kot Zarja, absolutno je tukaj treba izhajati iz nekih avtoritet, ne, ker imamo premalo znanja in potem jaz si ponavadi pomagam na tak način, da koga vprašam ali pa da sledim recimo komu na Twitterju in vidim recimo, če je ta pa ta oseba ali pa ta recimo deklarirano dober medijski vir nekaj potrdil oziroma opisal ali pa že afirmiral, takrat absolutno to vzamem kot malo bolj zares. Drugo pa je časa, ne. Zdaj, ker se stvari tukaj hitro spreminjajo in v tednu, dveh je stvar dobi ogromno odzivov, če je seveda odmevna in jo pretresejo in postavijo na sito, ne. Ravno ta dovolj velika večina, ne, ki je prezentna recimo na družabnih omrežjih, na Twitterju sploh, to sama pretrese in potem počakati kakšen teden, dva, da se zadeva nekako ustali, pa vidiš recimo, kje pravzaprav stoji, ne. Druga stvar pa je glede testov, bi se tukaj strinjala, ne, z nekimi tukaj, glede antigenskih oziroma teh hitrih testov sem se sama že ves čas ravno ob spodbudah gospoda Lebna spraševala, pa zakaj se o tem v slovenskem prostoru toliko malo govori oziroma zakaj ta stvar ni deležna obravnave in me nekako še vedno v bistvu zanima. Vidim pa, da nekako naša ta ključna stroka, ne, tisti, ki so nekako vir naših novic, interpretacij in tako naprej, temu ne polaga pozornosti oziroma ob tem zamahne z roko ali pa celo negira in potem celotna medijska krajina dejansko gre po tej poti, ne. In zato vidim, da se o antigenskih testih zelo dolgo časa ni prav nič poročalo, o teh hitrih testih, tudi na slino, kot pravite, še manj, ne, in v skladu s temi našimi nekaj strokovnjaki, ki izvirajo pač iz IMI-ja, ne, in pa iz infekcijske klinike, smo na nek način vsi peljali podobno smer in polagoma pomalem ignorirali to in čakali, da dobimo nek bi rekla, push iz strani strokovne javnosti, ki bo to potrdila, ne. Ampak tega še vedno ni bilo, razen zdaj zadnjega tedna, ko se pa res malo več poroča o hitrih antigenskih testih pri nas, ne. Drugače pa, gospod Leban, smo omenjali Slovaško. Tudi precej smo jo analizirali. Še kakšno vprašanje, kar roko ali pa se kakorkoli javite. Jaz bi pozdravila še tukaj Andrejo Kutin Lednik, ki je tudi izvrstna novinarka Večerova. Andreja, povej mi še ti kakšno svoje, recimo, stališče ali pa izkušnje zadnjih mesecev. Kako pa ti to dojemaš, ker si tudi v bistvu močno v koroni in pa močno v znanosti o koroni in o covidu in tako naprej? Mi smo privaten medij, malo manjši medij in v bistvu se kar večkrat zgodi, da v istem dnevu gremo na teren, delati reportažo v COVID cono, potem imaš pa še intervju s glavnim epidemiologom isti dan, evo, potočnjaki. V glavnem, mogoče bi jaz tu res se Petra že malo peljala, no. Izpostavlja eno to razliko, vse eno javni mediji oddaje, verjetno, jaz predvidevam, da imate kar malo več časa, tako da za pripravo prispevkov, tako da včasih smo tukaj v nekem, mogoče malo slabšem položaju, ker vseeno počnemo vzporedno, včasih tudi 3 stvari, no, in se potem zgodi tudi kakšna napaka. Ampak tvoje ozadje je pa drugačno, ne? Ti si pa ena redkih, ki izhaja iz znanosti in si biologinja, ne? Ki poroča recimo o znanosti pa o medicini, kar je zanimivo. Ti je bila to na začetku ovira ali pač prednost? Prednost, zagotovo. Tudi ko prideš, ne vem, do sogovornika, kaj je filo, da veš, kaj je genom, kaj je mRNA, ne rabiš tega gledati, v glavnem. Zelo hitro se potem nekako ujameš, najdeš ta neki dialog, tudi veš, zakaj se gre. Tako da je fajn.
Še kakšno vprašanje, kakšna replika na koncu, drugače bomo počasi sklenili tole. Renata, bi še ti kaj dodala? Jaz zelo eno, Andreja je izpostavila zelo pomembno stvar, čas. Nihče nima časa, ko vsi si želimo, kot je pa Zarja rekla, kdaj biti prvi. In v bistvu v tem smislu imamo res zelo malo časa, da bi naredili neko tako raziskavo, da bi se res lahko toliko informirali, toliko podučili, da bi tisto, kar počnemo, tisti naš izdelek res bil lahko, wow, rečemo res, nič več ne potrebujem. Vse vem, zdaj pa lahko naredim nekaj, ne. Vedno imamo premalo časa. Jaz mislim, da je novinarstvo postalo eno samo hitenje. Ja, se strinjam, absolutno ne, ampak tukaj ti tudi, Andreja, ne bi čisto pritrdila, tudi novinarji, ko smo v delu v javnem mediju, tudi ogromno delamo, smo v pogonu po več prispevkov na teden, hkrati delamo še dnevni program, tako da ne drži to povsem, da bi imeli res razkošje časa pri pripravi prispevkov. Ne, rekla sem, da to, kar si želimo, mogoče sem narobe rekla, nimamo časa, pravzaprav smo vsi na tem, da res ogromno hitimo in da pravzaprav v primerjavi z časom mogoče pred 10 leti ali pa tudi mogoče pred korono, zdaj bistveno več v manj časa moramo narediti. Tako da razkošje časa, te besedne zveze pravzaprav jaz ne poznam več. Ne, zagotovo, mislim, pa korona je to pa kar pogon, včasih tudi se mi zdi 20 ur na dan. Tako da verjetno je tudi ta situacija prispeva, nisem želela nekih diferenciacij. Evo, jaz bi tukaj zaključila, točno 1,5 ure se družimo, mislim, da je pa zdaj že tudi znanstveno dokazano čas, da malo pretegnemo noge in da se nekako v glavi tudi malo prevetrimo, kar smo slišali. Tudi znanstveno gledano je bilo čisto dovolj podatkov in izmenjave mnenj. Hvala lepa vam za udeležbo, za posluh, za vprašanja, za sledenje. Za kakršnekoli vprašanja in naknadne replike smo seveda vse, ki smo bile udeležene v prvem delu debate, absolutno na voljo. Tudi smo, najverjetneje govorim v imenu vseh, hvaležne za kakršnokoli kritiko in opombo v našem delu sicer nasploh, ker to nas potem nekako vodi k boljšemu poročanju. Sama bi za konec dodala samo še to, da si vsi skupaj glejmo pod prste v tem času, ki je izjemno delikaten, zato da se o znanosti in na splošno o medicini tudi čim bolj korektno poroča in da pač imajo prednost pravi podatki oziroma dobri podatki, preverjeni podatki pred senzacijami, ker nenazadnje te podatke absorbira javnost, ki v tem ključnem trenutku oziroma v tem ključnem obdobju je pomembno, da jih zna pravilno razbrati, razumeti in da, glavnem, da je ne peljamo samo na senzacije in da jo na nek način zvabljamo še v bolj kaotično razmišljanje in še v, ko bi temu rekla, v večjo zmedenost ob vsej tej informacijski epidemiji, ki prav tako vsem skupaj vlada. Hvala lepa. Naj vas ob tem povabim še na naslednje večere v okviru festivala Forward oziroma naprej. Vidim tako, da jutri 24.11. prav tako ob 20. je na sporedu intervju, Ksenija Horvat gosti Johna Leea Andersona, potem 25. v sredo bo pogovor o novinarjih in pa fotoreporterjih v nevarnosti, v četrtek, vse skupaj torej ob 20. v četrtek se iz Washingtona javi Andrej Stopar, preko Ljubljane vse do Beograda, kjer bo seveda se z njim pogovarjal Boštjan Anžin in pa potem v petek ob 21. razglasijo, kdo je letošnji čuvaj. Tako da še kar nekaj zanimivih dogodkov. Hvala lepa pa tudi Društvu novinarjev, da ste zbrali to temo znanost pa znanstvenega novinarstva za takole uverturo v celoten festival. Tukaj se bom jaz nekako odklopila in rekla adijo.